Sem vaša prva uradna sogovornica po ponedeljkovem praznovanju 90-ih let. Kako ste praznovali? Na družabnih omrežjih sem videla, da sta s Hedo tudi zaplesala. Plesala sva, ampak ne eno celo poletje. Samo toliko, da se razmigala. Super. Je to vajina rutina, vsakodnevno opravilo? Rada plešeta? Ja, nekoč že, samo ne vem, zakaj, ampak to so pa leta. So leta, potem pa ti zašteka prvič noga, drugič pa glava. Ampak najprej glava, potem šele noga. Večkrat poveste, da je vaše življenje se pričelo, danes bi rekli pred 90 leti, na ravninskem delu Vojvodine, ko vas je mati povila, vi pa ste se drli kot žerjav, ker ste že takrat vedeli, kaj vas čaka v tem krutem svetu. Ja. Po moje ste bili že kot dojenček pravi vizionar. Ja, tako? No, rajše viz, namreč viz pomeni po mađarsko voda. To pomeni, da sem nekako vodni vodar. Namreč živeli smo v Subotici tam ob Paličkem jezeru, to je 6 kilometrov od Subotice. Tam, izvoli. Pa kar malo o mladosti. A res? Preživeli ste v času med drugo svetovno vojno. Druga svetovna vojna je šla mimo, brez kakšnih velikih stresnih situacij. Za nas, ker smo bili mladi in mi smo rajši rekli, ja, daj mi puško, da bomo ne nekoga, temveč nekaj bomo ustrelili. Ponavadi je to bila goska, leteča. Tu vmes, če sem omenil Paličko jezero, moj stari oče je bil guverner Paličkega jezera leta 1006. In potem on je bil velik lovec. In enkrat me je pelal na jezero, pravi, da boš ti tudi videl, pa jaz sem bil 5 let star, kako tu živijo živali, katere bomo domov nesli, potem in bomo iz tega naredili dobro kosilo. No, in sva šla v čolnu, on je malo veslal, jaz sem pa tam sedel, potem pa me je ruknil. Pa pojdi malo v vodo, ne? Me je takole vrlo na vodo. V vodo? No, me je ven potegnil. Me ni ožel. To je dobro. Ali pa slabo. Zanimivo je, od tistega časa nimam rad, preveč rad vode. Ampak na zdravje pa lahko rečem.
tako sem jaz imel prvi stik z vodo. Stari oče je bil zelo, je imel 5 hiš, premožen, ja. Potem je imel veliko jeklarno in seveda v eni taki hiši sem se jaz rodil. To je bil oče vaše mame, ne? Ja, takole. Še kaj? Ne. Morda je tudi zanimiva zgodba, da ste potem v bistvu premoženje nekako tudi Ja, to je pa bilo tako. To premoženje je šlo, bi lahko rekel, k vragu, zaradi tega, ker je stari oče vsakemu posodil denar. Bil je dobra duša, ne? Na koncu denar pa ni dobil nazaj. In zaradi tega je moral vse te hiše prodati, da ga ne bi sodnija, da ga ne bi sodila. In tako da smo ostali v eni hiši, tam, kjer sem jaz, kjer sem se rodil. Zdaj sem pa tu. Spet bogat, ne? Ja. In premožen. Izvoli. Arpad, ste umetniška duša, na vseh področjih pravzaprav, ne? V mladosti sta vas mama in oče, oba glasbenika, navduševala nad glasbeno umetnostjo. Najprej ste 5 let igrali violino na željo vaše mame, violinistke, in obupali. Nato vam je mama kupila klavir. Kasneje ste postali organist, spet na željo vaše mame. Potem ste igrali harmoniko. Posebej pa ste uživali, ko ste imeli svoj orkester, Dixieland. Zgodba z orkestrom se je ponovila tudi, ko ste služili vojsko, tudi takrat ste imeli svoj ansambl, orkester. Kako občutite glasbo, glasbeno umetnost nasploh? Glasba je čustvena zadeva. Ne mislim tu na tak rom-pom-pom, ko se ti trese, da ali pa si, ne vem, ne bi rad drugače rekel. Je pa v tistem času, ko sem jaz imel te glasbene zadeve, takrat so igrali in smo poslušali po radiju te ameriške jazz ansamble, te male. In to pa seveda nas mlade je to strašansko frapiralo in smo tako delali. Še ena ne pripomba, temveč samo kako so pa reagirali ljudje na te naše muzikalne zadeve. Izvedbe. Mi smo takrat imeli dolge lase, to smo imeli dolgih las. In ko smo šli po promenadi doma v Subotici, tisti Subotičani, ki so tu moji prijatelji, ki so tu, vedo, kako je to bilo in kje je to bilo. In seveda mi smo šli, dolgolasci smo šli po promenadi. Naenkrat so pa prišli eni drugačni, kratkolasni
in so nas enostavno zagrabili in so nas pošišali. To pomeni, to je pač srpski izraz, šišanje. Da vsi razumemo. In potem pa s tisto ročno zadevo so naredili tu skozi od čela pa do temena so naredili takole lepo rižo. In seveda potem pa smo mi morali naslednji dan to vse popraviti. In takrat smo pa šli na nulo. Na nulo. Tak je bilo. Vas glasba nagovarja tudi med likovnim ustvarjanjem? Se opravičujem. Nič, kar malo. Hvala. Poslušate glasbo, ko ustvarjate, ko slikate, Zdaj. ko delate grafike, ustvarjate? Ne? Tisto violino še vedno imam v ateljeju obešeno. Na steni. Tisto, na kateri sem se učil. In sem žagal 5 let, pa nisem mogel prežagati. Opravičujem se. Nič hudega. Ja. Izvoli. Zelo radi ste zahajali v gledališče, kjer ste poleg igranja izdelovali lutke, kulise, tudi vodili ste lutkovno gledališče. Kako je s to vrstjo umetnosti? Ja, v Subotici kot učenec učiteljske šole smo imeli najprej eno tako majhno zabavico lutkovne, potem pa na koncu smo šli zraven in smo delali, to so tiste viseče lutke, katere vodiš s vrvicami. 2 leti sem bil tam, 2 leti sem delal in 1 leto sem bil celo VD direktor. Samo toliko. Potem pa, ko sem pa v Slovenijo preselil, takrat sem pa organiziral prvo mađarsko, slovensko lutkovno gledališče. To je bilo tudi ta gorniško lutkovno gledališče. In to z ročnimi lutkami. Celo Prekmurje smo prelaufali, od ene šole do druge šole. Celo v Ljubljani smo bili na enem velikem lutkovnem Festivalu, verjetno. Srečanju in smo dobili velike aplauze. Samo toliko. Vrniva se k mami. Z njo sta imela poseben odnos. Pravite, da je bila zelo stroga. Želela vas je usmerjati v stvari in področja, za katera je mislila, da vam bodo koristila v življenju. Hotela vas je celo poročiti s hčerko domačega duhovnika. Vi pa ste si želeli iti v svet in preprosto biti svoboden. Ja, to je pa družinska vzgoja. Moja mama je bila zelo stroga v tem oziru. Želela je vse zrihtati. Mene tudi obrnuti. Samo
Ni Ni šlo. šlo. Vidimo. Jaz sem trikrat bežal na Madžarsko, ko sem bil 16, 17, 18 let star. En stric moj je rekel mami, ne sekiraj se, saj bo prišel domov, ko bo lačen. Pa res, čez en teden sem domov prišel. Ja. To je tako. Ampak od maminega krila ste se pogosto zatekali k vaši teti. Bila je nežna duša, slikala je pejsaže, doma je imela klavir, ki ga je tako rada igrala, občudovali ste njene slike, podarila vam je prve barve, brez čopiča. Namesto njega ste slikali kar s prsti. Nastala je vaša prva slika z naslovom Drevo v tetinem vrtu. Se spominjate veselja ob prvem likovnem delu? Tam na vrtu moje tete je bilo eno veliko drevo, čudovito. In ko sem jaz te barve dobil, takrat ne na platno, temveč na en karton, sem naslikal tisto drevo. In potem pa tisto drevo oziroma sliko sem dal teti. Ona je rekla, pa to je čudovito. Pa pravi, to kdo pa bi tako lepo sliko naslikal s prstom? Žal, takrat so bili taki časi, ko čopiča nismo dobili kar tako, tudi oljnate barve niso bili takole v tubah. Teta je imela še iz starih časov, je imela še te barve v tubah. No in tako je nastala ta slika. Potem pa, ko sem s teto se pogovarjal, z njo sem se lahko pogovarjal ne tako kot z mamo. Z mamo sploh nisem se pogovarjal, samo sem kimal. Tak. To je bilo, zaradi tega imam zelo dober vrat. No in, ko sem trikrat bežal, zakaj sem domov prišel? Zaradi tega, ker teta je rekla, ne boš ti šel nikamor. Zaradi tega, ker ne pozabi, tvoja mama kuha zate, pere zate, imaš stanovanje, skoraj zastonj. Kaj bi pa še rad? Pa pravim, jaz bi rad svobodo. Pravi, svobodo dobiš takrat, ko boš imel diplomo v žepu, takrat pa lahko greš, kamor hočeš in kamor si želiš. In tako ste tudi naredili. In tako se je tudi zgodilo. Po diplomi na učiteljišču ste uspešno opravili sprejemni izpit na Akademiji za slikarstvo, vendar vas je takrat najprej na vpisu odslovil gospod, takrat ste ga imenovali tovariš, ki vas je brez slabe vesti poslal nazaj v vas, iz katere prihajate, češ, pojdi v vas, odkoder prihajaš. Ja. Tako ste šele po nekaj letih, se opravičujem, na priporočilo šole, kjer ste poučevali, se vpisali na študij na Višji pedagoški šoli v Ljubljani, likovna smer, in ga kasneje tudi uspešno končali. Kako je bilo to? Kakšna so bila študijska leta? Kak je bilo? To je bilo najbolj sramotno delo z moje strani, ne z moje strani, z njihove strani. Namreč to je bil sprejemni izpit, je bil v Beogradu. In 1. septembra sem naredil sprejemni izpit, saj nisem bil sam.
temveč nas je bilo, kaj je zdaj, 20-30. In na koncu, jaz sem seveda naredil ta sprejemni izpit, ampak nisem se še upisal. Upis je pa bil 1. oktobra, oziroma tam, ne 1. temveč okrog 4. oktobra v Beogradu. In seveda sem moral vse te papirovje prinesti pa dati na mizo, da bi se upisal. Ko je on videl mojo učiteljsko diplomo, pa šta ti misliš? Pardon, da takole rečem. A znaš ti koliko mi imamo analfabeta v Selima? Pa pravi, marš na trgu Sela. In tako sem jaz imel dolgo brado, pa sunek v ta zadnjo in sem šel nazaj v Subotico. Tam pa sem to povedal mojemu dušebrižniku, protestantu. On je rekel, pa pravi, saj niso samo tu Mađari v Vojvodini. Pa pravi, tam je v Sloveniji tudi dosti Mađarov, pa pojdi tja poučevati. In jaz sem bil strašansko hvaležen za tole. On je napisal prošnjo, poslali smo pa v soboto in čez, kaj jaz vem, če morda čez en teden ali pa še manj, sem dobil obvestilo, pridite, ste nameščeni na Hodošu. In jaz sem šel na vlak, sem potoval, nisem sploh vedel, kje je Murska Sobota, tudi nisem vedel, kje je Hodoš. In pridem v Mursko Soboto, tam so rekli, je novi učitelj. Pa pravi, greste danes večer že na vlak do Hodoša. No in sem odpotoval do Hodoša. Tam so pa me čakali otroci, pa moj kolega Joža Vrš iz Murske Sobote. Pa pravi, kje pa imaš ti družino? Pa pravi, da nemam družine. A si sam? Ja. Se opravičujem. In tako sem pričel. In na njihovo priporočilo, potem ste dobili priporočilo tega vodje te šole in so vas poslali, ker ste tako dobro poučevali likovni pouk, torej v Ljubljano, na akademijo oziroma na likovno fakulteto, likovna smer, kjer vas je poučeval tudi Božidar Jakac. Je tako? Tako. Ki vas je navdušil za grafiko. Bili ste pri njem doma, pomagali ste mu tiskati njegove jedkanice. Kakšna zanimiva prigoda. Ja. Srečanja z njim, njegovo ženo. Ja, pri Jakcu smo delali, so mu pomagali pravzaprav odtiskniti vse te grafike, globoki tisk. Ja, z globokim tiskom se je ukvarjal. Ko smo morali ploščo namazati,
mi smo vzeli barvo pa kar namazali. On je rekel, Bog, fanti, pravi, saj to ni kruh pa marmelada. Moraš to pošteno drugače to namazati. Ne? No in tako. Njegova žena je dobra kavo skuhala, mi smo pa delali. Tako. Super. Vse od prve službe v Hodošu, pa do Lendave, Velenja in bili ste izjemen učitelj. Eden prvih moderne likovne vzgoje v Prekmurju, za poučevanje tehniške vzgoje in modelarstva ste za uspešno delo z učenci prejeli več visokih odlikovanj in pohval. V nekem obdobju ste bili izbrani celo za najboljšega učitelja tehniške vzgoje v Jugoslaviji. Zato si še je dodal Arpad. Izdali ste kar 4 knjige o modelarstvu in tehniški kulturi, ilustrirali prvo madžarsko berilo, poučevali pa ste tudi biologijo, matematiko in fiziko. Kako je bilo zdaj to? Lepo je bilo. Zaradi tega, ker smo bili rosno mladi in smo imeli polno energije. Ne smo gledali na to, koliko bodo nam plačali, zaradi tega, ker je to plača je bila pač učiteljska. Ampak zanimivo je bilo to, da v knjigi je pisalo, da recimo mora biti ljudska umetnost, oziroma ne umetnost ravno tako, temveč mora biti prisoten v risalnici. In kaj sem pa jaz rekel? Zelo preprosto. Ravno takrat je bilo tam pred Veliko nočjo. To sem zvedel, da so vsi delali pirhe. In sem rekel, dobro, pa dajmo še pirhe delati. Oziroma ne delati, temveč naslikati tisto, kar je gor na jajcu. In rekli so ja, kak pa tole, saj to je verska zadeva, to ne sme. Sem rekel, to je ljudska zadeva. No in tako smo imeli s temi pirhi dosti dela. Tako, zdaj pa še ena preskok, 50 let. Še dan danes v Dobrovniku, v Prekmurju, vsako leto imajo razstavo teh pirhov. Tako. Z druge strani pa je Biologija, fizika, kako to? Ker nismo imeli pač predavatelje, so pa meni rekli, ja, ti si tak 1000 künstler. Ki vse znajo, vse ve, ne? Ja, takrat je bila recimo fizika ali pa biologija. Kaj je bilo zanimivo?
zelo preprosto. Otroci so doma rekli, mi sploh fiziko nimamo, mi smo samo čaramo. In ko ste prišli inšpektori, da tole pa ne more biti, pa so postavili vprašanje o Newtonu, pa so otroci to natančno povedali o vse, kar je bilo v zvezi z Newtonovimi zakoni. Torej je učitelj bil pravi. Ja. Ja. Tudi kasneje ste znanje vedno predajali z odprtimi rokami. Verjetno tudi zato, ker ste ves čas nekje vedeli, da vas vaši učenci ne bodo nikoli dohiteli v znanju. Se strinjate? Saj, znanje je moč. Tako kot v slikarstvu. En francoski pisatelj je napisal, ustvarjati pomeni dvakrat živeti. In to je res. Prva žena vas je naučila slovenskega jezika. Ja. Na dan, ko je močno snežilo, se vama je rodila Snežinka, vajina hči. Z drugo ženo, ki vas je prezgodaj zapustila zaradi tragične nesreče, imata sina Arpada. Življenje je obračalo in na koncu obrnilo v smer združitve z vašo sedanjo življenjsko sopotnico Hedo. Zadnjih 28 let živita v sožitju skupaj v Slovenskih Konjicah, kjer v miru ustvarjate, v tem... Ja. Torej, ta razstava, to je njen izbor. Ona je vzela vse te moje stvari in je postavila. Jaz sem pa lepo doma bil. Nisem nič. In ustvarjal. In ustvarjal. Ja, ja. Hvala lepa. Tak. Beseda o Hedi, prej je tako lepo povedal, da ga moram malo še izvati, potem pa bova počasi zaključila še zadnje vprašanje. Nekaj o Hedi, Arpad. Kam? Nekaj o Hedi. O Hedi. Ja, kaj vam predstavlja? Žal. Preveč kašljam. Ne morem. Vse tiste dobrote povedati, kar bi lahko povedal. Bi moral povedati. Žal. Imam te rad. Povedal vse, ne? Na likovnem področju ste vse življenje željan novih spoznanj, znanj in poskusov, kar dokazujete tudi s tukajšnjo razstavo. Ustvarjate v najrazličnejših tehnikah, od akvarela, olja, akrila, grafika, kot vaša najbolj prepoznavna tehnika, exlibrisi. Ste med najpomembnejšimi ex-libristi v Sloveniji in zelo prepoznavni tudi v evropskem in mednarodnem prostoru. Skratka, vse to lahko danes vidimo tukaj na tej razstavi, ki, kot ste že omenili, je izbrala skoraj vse. Skoraj vsega smo se malce dotaknili, ne? Heda je izbrala tisto, kar je pač presodila, da je za nas Konjičane zanimivo. Ex-librisi se dotikajo mnogih izmed nas tukaj v dvorani. Arpad je res eden najpozornejših ustvarjalcev, kar jih je srečati. Se pravim, skoraj ni nikogar izmed nas, ki na steni za vami oziroma pred nami
ne bi imel svojega Exlibrisa. Tako da, Arpad, srčna hvala za vse te vaše drobne pozornosti, ki pa vsi vemo in čutimo, da so iz srca. Hvala vam tudi. Pa sem imela takole pripravljen zaključek. V Konicah ste s svojim delom zaznamovali vsa področja kulturnega in družbenega, tudi družabnega življenja. Ste dobitnik zlatega grba občine, več nagrad v kulturnem prazniku, ponosen Lions član. Za vse to smo vam tudi zelo hvaležni. In kot ste že prej tudi med pogovorom sami omenili, ko ste bili stari 80 let, ste dejali, da ustvarjati pomeni dvakrat živeti. In da ste verjetno zaradi tega šele na pol poti življenja, ter da vas druga polovica še čaka. Danes pa nas čaka le še uradno odprtje vaše jubilejne razstave, zato prosim Primoža Pokliča, podžupana občine Slovenske Konjice, da tudi uradno odpre današnjo razstavo. Spoštovani Arpad, spoštovani gostje, v izredno čast mi je, da te lahko v imenu občine Slovenske Konjice pozdravim na odprtju razstave ob tvoji 90-letnici. Pozdravim kot slavljenca, kot somerčana, kot soseda in ti tudi vsega srca čestitam. Arpad je v 30 letih življenja v Slovenskih Konjicah pustil neizbrisen pečat na naši občini, zlasti, kot smo slišali prej, v umetniškem delu, za kar je tudi občina že pripoznala za podelitvijo častnega grba, ki si jo dobil pred 3 leti. Osebno moram povedati, da me Arpad spremlja skoraj na vsakem koraku v Slovenskih Konjicah. Ali je to pri hiši, ali je to pri Lions klubu, mogoče tudi na katerem koli od kulturnih dogodkov v Slovenskih Konjicah, kjer si pri večini tudi aktivno udeležen, ali pa skozi svoja dela, tako doma, pri mami doma, v pisarni, na občini in tudi pri marsikom od vas doma. Ko sem prejel vabilo za današnji dogodek, pa je gor pisalo 90-letnica Arpadova. Sem rekel, da to se pa Arpad verjetno spet malo heca, to se rad heca, ker mi smo glih imeli 80-letnice. Mislim, da je bila tako leto, 2 nazaj, tak hitro čas leti. Tako da kar ne morem verjeti, da je minilo že toliko časa. Skratka, dragi Arpad, jaz danes imam plonk cegelc, nimam pa tako dolgega, ko si ga ti imel, ko si prejel zlati grb. Na 80 letnici. Zato mi dovoli, da bo malo krajši in ti na tem mestu samo v imenu občine Slovenske Konjice in seveda tudi v svojem osebnem imenu iskreno čestitam v tvojem rojstnem dnevu in ti zaželim še veliko ustvarjalnih let, ki, kot si sam povedal, štejejo dvoje. Seveda, pa ti tudi veliko zdravja. Prinesel sem eno manjšo pozornost v imenu občine. Mohuni so nam povedali, da te knjige menda še nimaš. Hvala. Hvala. Hvala tebi. Sem imel zelo veliko čast na otvoritvi razstave moje v Velenju. Je bil naš župan, zraven, kar je bilo edini, kako bi rekel, me reče povabljen, ker sem ga jaz povabil in je užival. Tako, hvala. Še enkrat.
No, s tem tudi odpiram razstavo ob Arpatovi 90-letnici in vse vabim, ko gledam. Pa lep večer še naprej. Kaj naj dodam? Še na mnoga ustvarjalna leta. Hvala za današnji pogovor in seveda jubilejno razstavo, ki bo na ogled do 16. oktobra. Iskrena hvala soprogi Hedi, ki je, kot je že Arpad povedal, ves čas bdela nad odprtjem razstave in jo na koncu tudi sama s pomočjo gospoda Oniča tudi postavila. Zato Heda iskrena hvala. Vam hvala, imamo eno skromno pozornost tudi za vas. Dovolite, dragi prijatelji, da se še jaz, Jože, javno zahvalim za pomoč in pa da se to kar skupaj delava. Me veseli. Iskrena hvala pa tudi za glasbeno poslastico današnjo Sari Potočnik in Viti Lunežnik. Ste tukaj? Ja. Vsaka grafika ima svojo zgodbo, ampak napišite si na sami. Namreč to pa je tale Zlati gral, ki vemo, da je skrivnost, vsak si naj predstavlja tisto, kar misli v Krajini. Tukaj pa je ptičje poletje, ubrano in tako lepo, kot se zbližamo v gostu. Najlepša hvala. Hvala za vse to, kar si naredila, Arpadov, kako si se potrudila, da si auditoriju predstavlja vse tisto, vendar vidim, da sta veliko izpustila. Mislim, da bi bilo najbolje, da ga napotim za računalnik in da dopolni še vse tisto, kar je izpustil, ker je v tem njegovem življenju toliko vsega zanimivega in pa kaj se mu je dogodilo, škoda bi bilo, da bi se dobro zagledal. To pa gospe Jerneji, Don Kihota in njegovo družino. Želela bi povedati še to, da z današnjim dnem odpiramo tudi razstavo v Mali galeriji Doma kulture. Na ogled je postavljena torej razstava dveh odličnih likovnih ustvarjalcev, ki jo je postavilo Kulturno društvo likovnikov in fotografov Slovenske Konjice. Njihov član je tudi Arpad, in sicer Suzane Marovt in Janija Konca. Tudi ta umetnika sta danes nocoj z nami, en aplavz tudi za njih in seveda vabim v Mali galeriji. Arpad, sedaj pa vam želijo čestitati še nekateri izmed vas, pa najprej k besedi vabim direktorico Splošne knjižnice Slovenske Konjice, magistrico Renato Klančnik. Vse besede so bile že nocoj izrečene. Ker pa mi želimo, da bi vi ostali vitalni še naslednjih ne vem koliko let, smo vam tule pripravili eno gajbico domačih dobrot, s katerimi si z Hedo krajšate večere, prebirajte knjige in seveda ustvarjate gajba sreče. Vse najboljše. V imenu likovnikov in fotografov Slovenske Konjice vam bo čestital Milan Lamovec Didi. Gospod Arpad, veliko čast mi je, da v imenu Društva konjiških likovnikov in fotografov vam zaželim in zaželimo vsi iskrene čestitke ob tako visokem
res spoštljivem jubileju, to je 90 let, kar ni kar tako. Ne? Zdaj takole, 90, jaz pravim, da je še pred vami, ne? Da vam želim pogum, moč za naslednjih, koliko bo, samo da je. In če je 100, ni za to, boste že se odločili, kaj bo potem naprej. Ne? Zdaj pa tule noter ni ravno eliksir, ampak je pa rujna kapljica funiškega, ne? Penina. Super. Za moč, za dobro počutje, ne? Da srček zaigra, ne? Da še zaplešeta. Na zdravi, ne? In na zadnje iskrene čestitke še enkrat in pogumno naprej do 100, pol boste se odločili. Pa spet praznujemo. Čestitam gospodu Arpadu v imenu javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, seveda tudi v svojem imenu za ta častitljivi jubilej. Hvala za vsa sodelovanja. Veliko smo sodelovali na javnem skladu z vami in z gospod Hedo. Verjamem, da to še ni zaključek, da še bomo. Hvala za vse nasvete otrokom in vsem ostalim. Želim vam pa res, seveda, predvsem zdravja. Obema hvala za vse. Hvala. Sedaj pa res nazdraviti. Ne, Arpad? Sedaj pa nazdraviti. Na zdravje.